šola pri župniji Brezmadežne s čudodelno svetinjo obstaja že 62 let. Že od začetka je bil namen in cilj ohranjevanje slovenskega jezika in običajev. Ta želja po slovenski identiteti se kaže tudi v drugi, tretji in četrti generaciji slovenskih otrok v Kanadi, ki obiskujejo slovensko šolo. Prehodnica slovenske šole pri župniji Brezmadežne je bila slovenska šola pri Mariji Pomagaj v Torontu, ustanovljena leta 1953. Zaradi naraščanja slovenskega prebivalstva v Etobicoke in v Mississaugi, zahodnih predmestjih Toronta, se je na pobudo slovenskih lazaristov svetega Vincencija leto 1959 začela gradnja župnije Marije Brezmadežne na Browns Line. Istega leta se je začela tudi župnijska slovenska šola. Pouk je potekal v prostorih župnije Kristusa Kralja. Po končani gradnji leta 1961 pa se je šola preselila v prostore zdajšnje župnije. Jaz pa pojdem na Gorenjsko, jaz pa pojdem na Gorenjsko, jaz pa pojdem na Gorenjsko, gor na Gornje Štajersko. Število vpisanih otrok v slovenski šoli pri Brezmadežni je raslo iz leta v leto. Od 30 vpisanih učencev v prvem letu je število do leta 1969 naraslo na 170. V sredini 70-ih je šolo obiskovalo približno 240 učencev. Takratni prostori niso več zadostovali potrebam in tako je prišlo do dograditev šolskih prostorov nad cerkveno dvorano, kjer še danes slovenska šola deluje. Tam dol na ravnem polju stoji veliki grad. Tam dol na ravnem polju stoji en veliki grad. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je ven cvetov, tam dol je moj. V začetku je pouk na šoli potekal v 7 razredih. Starost učencev je bila od 6 do 12 let. Učni program je vseboval učenje besednega zaklada, branje, slovnice, literature, zgodovine, zemljepisa in glasbe. Poleg rednega pouka so otroci imeli priložnost sodelovati na kulturnih prireditvah in na vsakoletnem miklavževanju. Leto 1986 je bilo za našo šolo zelo pomembno. Ministrstvo za šolstvo v Ontariju je priznalo slovenski jezik kot uraden gimnazijski predmet in tako učenci v zadnjem letu slovenske šole dobijo v redni šoli priznan izpit tujega jezika, slovenščine. To pa pomeni, da je slovenščina priznan jezik v multikulturni kanadski družbi. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je prinesla pozitivne spremembe za slovensko šolo. Izboljšali smo povezavo in sodelovanje z matično državo. Slovenska vlada je za dijake po končani šoli omogočila izlete v Slovenijo. Vsako drugo leto se naši dijaki udeležijo teh izletov. Leta 2000 je slovenska vlada temu izletu dodala še dvotedenski tečaj slovenskega jezika. Taki izleti predstavljajo izredno doživetje za naše učence in povečano motivacijo za obiskovanje slovenske šole. Povezava s Slovenijo je velik doprinos naši šoli. Na razpolago imamo boljša in novejša gradiva za učenje. Vsake 2 leti Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu organizira seminar za učitelje slovenskega jezika, za krepitev slovenščine in za posodobitev novih učnih metod. Kljub zmanjšanemu številu učencev v zadnjih letih
slovenska šola vztraja. Poleg pouka slovenskega jezika, verouka in petja, učenci sodelujejo pri raznih kulturnih prireditvah, kot Miklavževanje in Prešernov dan. V velikonočnem času sodelujejo tudi pri pripravi butaric. Zaradi koronavirusa se je tudi naša šola prilagodila novemu načinu učenja in tako pouk poteka na spletu. Za dolgoletno delovanje šole gre zahvala župniji, vsem bivšim učiteljem in učiteljicam, vodstvu šole, staršem, pomočnikom, županom brezmadežne, finančnim ustanovam in seveda udeležencem. Posebna zahvala gre tudi Uradu za Slovence po svetu, Centru za slovenščino kot drugi jezik in organizaciji Slovenija v svetu. S ponosom lahko gledamo nazaj na dolgoletno delovanje naše šole. Njeno poslanstvo ostaja nespremenjeno: ohranjevanje slovenskega jezika in kulture v Torontu in okolici. Facite amarela, yes, facite parasol. Cin, 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 krecznica, piesą kącice, chorej na strawicy, biednej wodnice. Ojaja, 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 ojaja. Słońce rumeno, ze mnie nagreje,
lepotica, ki te očara in vznemirja od prvem srečanju. Nekateri smo prvič v Sloveniji. Že ob tem prvem obisku smo jo ljubili. Pravzaprav smo jo ljubili že poprej, ker so jo ljubili naši starši in stari starši, ki so nam privzgojili ljubezen do slovenske zemlje in do slovenske besede in kulture. Zato tudi mi čutimo, da je Slovenija naša domovina. Mi, kanadski Slovenci, smo srečni, da imamo dve domovini. Prava ljubezen nikoli ne mine. Tudi naša ljubezen do Slovenije ne bo nikoli minila. Zato iz vsega srca kličemo. Naš skupni slovenski dom, pozdravljen iz veselega srca. Žive nas si narodi, priredba nedno čaka dan. Dar polno sonce hodi, prebeli sveta Bog pred nam. Daroja, prost Bog sam, nebrane so se boneja. Daroja, prost Bog sam, nebrane so se boneja. Učitelji in učenci slovenske šole v Torontu pošiljamo lepe pozdrave in čestitke Sloveniji ob dnevu državnosti.